bile se glasi, spev ljubeči moj, ti najlepša v vasi. Slušaj me nocoj, ti najlepša v vasi. Slušaj me nocoj. Daj, da te objamem od ljubezni vnet. Daj, da s tabo vzamem rožo vseh deklet. Daj, da s tabo vzamem rožo vseh deklet. Noč že zemljo krije, a ljubezni žar nama naj zasije. V noči za vsegdar nama naj zasije. V noči za vsegdar. Takole, spoštovane dame in gospodje, drage obiskovalke in obiskovalci Doma kulture Velenje, en prijazen petkov pozdrav in seveda dobrodošli na koncertu teh mladeničev, simpatičnih fantov, to so Podkrajski fantje. A veste, da je zelo težko videti z odra, ker je toliko luči, ampak vidim, da so v dvorani same mladenke, mlade, lepe, srčne dame, tudi gospodje. In zdaj, gospod, a lahko vi malo odložite mobilni telefon, ker bomo naredili en test. Glede na to, da je mesec marec, mesec žensk, ne 8. marec pa 25. marec, čeprav ste tudi fantje praznovali 10. Dejte moški, samo fantje, zaploskati nam ženskam. Na moj znak 3, 4, zdaj! Ja, tole je bilo samo malo za treniranje. Dajte me malo bolj prepričati. Še enkrat, na moj znak, fantje, 3, 4, zdaj! Tako se pa že bolje vidi in tudi sliši. Tekom današnjega dogodka, ki bo trajal, če boste za to do polnoči, si se malo hecam, približno 1,5 do 2 uri, bom prebrala kar nekaj zanimivih citatov uspešnih žensk. In tukaj prvi, ki pravi takole: ženske, razmišljajmo kot kraljice. Kraljice ni strah neuspeha, neuspeh je le še ena stopnica do veličine. Sicer pa podkrajski fantje so rekli, da je treba razvajati ženske in danes so goste povabili tudi svoje prijatelje. Naj povem, da nas bodo razveselile tudi podkrajska dekleta, pa še eno posebno presenečenje mladih, takih otrok, bom rekla, iz osnovne šole Antona Aškerca pričakujemo, pa tudi kvartet Grče. Ampak Franc Vedenik, zdaj ste sproščeni, nasmejani, da ne bomo preveč veliko na začetku že govorili. Samo pozdravček, koncert pripravljate podkrajski fantje, seveda v podpori Društva upokojencev Velenje. Ja, res je. Spoštovane matere, žene, sodelavke, prijateljice, ljubice, ja, tudi ljubice. Lep dober večer vam želim. Hkrati vam pa izrekam iskrene čestitke za jutrišnji praznik, materinski dan in za pravkar minuli dan žena. Podkrajski fantje in pa moški del Društva upokojencev Velenje
smo se odločili, da vam pripravimo en tak glasbeni večer, ki ga izročamo v čast, torej vašima dvema praznikoma. S tem vam želimo povedati, da vas imamo radi, da vas spoštujemo, da si želimo vaše bližine in zato je seveda ta današnji koncert. Tempo življenja je zelo hud in vsak dan pozabljamo na tiste drobne skrbi, stvari, kot so potrpljenje, čudo sočloveka, toplo besedo. In jaz si želim, da bi današnji večer vsaj to našo, bi rekel, napako malo popravil. Zato vam seveda želim prijeten večer in da ne bomo toliko govorili, Andreja, predlagam, da nas popelješ v ta lep večer. Pripravili smo vam program, ki je pisan torej na vaše praznovanje. Peli bomo o ljubezni, o dekletih, o šmentanih dekletih, o materah. Včasih bo tudi kakšna takšna, ki je že bila morda malo pozabljena, pa bomo malo obudili vam spomin. Skratka, želim vam vsem skupaj nam lep večer, ki nam bo ostal še dolgo v spominu. Hvala lepa. Hvala lepa. Franc Vedenik, vodja Podkrajskih fantov in seveda predsednik Društva upokojencev Velenje. Ko sem ga pred časom vprašala, če ima kaj časa, je rekel zdaj, ko je v pokoju, da enostavno dela od jutra do večera, ampak ker ima tako fajno podporo članic in članov Društva upokojencev Velenje, je vse lahkotno in enostavno. Torej želimo vam eno krasno popoldne, prepleteno bo z glasbo, čustvi, petjem in če znate katero pesem, lahko zapojete tudi zraven. Podkrajski fantje in uživajte! Tam na vrtu, na zelenem, rdeča gartruža cvete. Pa ni roža to na vrtu, ampak moje je dekle. Sonce mlado jo obseva in veter boža ji lasi. Kamor stopim, koder hodim, moje je pri njej srce. Sonce mlado jo obseva in veter boža ji lasi. Kamor stopim, koder hodim, moje je pri njej srce. Tam, kjer morje pesmi poje, tam, kjer Drava šepeta, kjer se Triglav razgleduje, tam deklič je moj doma. Jaz pa pojdem in pritisnem si živi biser na srci, ker ni lepšega pod soncem, kakor moje je dekle. Jaz pa pojdem in pritisnem si živi biser na srci, ker ni lepšega pod soncem, kakor moje je
dekle. Po zimi in polet sem hodil k deklet, ko pa pride jesen, še pa blizu ne smem. Ko pa pride jesen, še pa blizu ne smem. Pa je listje dol padlo, se je dekle zjokalo, se je dekle zjokalo, zaledi svoj stan. Se je dekle zjokalo, zaledi svoj stan. Pa je savca pritekla, je zibel prinesla, kak lušno je bilo, ko še zibke ni bilo. Kak lušno je bilo, ko še zibke ni bilo. Pa je savca odtekla, je zibel odnesla, kak lušno je zdaj, ko smo zibelke fraj. Kak lušno je zdaj, ko smo zibelke fraj. Tako čudoviti podkrajski fantje, zdaj tremo smo dali na stranski tir in seveda lahko nadaljujemo sproščeno v tem ritmu naprej. Vedno sem verjela, da lahko uspeh ene ženske pripomore k uspehu druge ženske in jaz vedno znova pravim, če da ženska ženski kompliment, je dan od srca, če ga da moški, ima že kaj za bregom. In velike prijateljice podkrajskih fantov so podkrajska dekleta, delujejo že 21 let. Tukaj so simpatične mladenke Vesna, Tanja in Urška. Dragi gospodje, predvsem vas sprašujem, a so prave mladenke? Kaj? Nisem vas slišala. A so prave mladenke? Dajmo jim močno zaploskati. Cvet, podkrajska dekleta. Zdaj pa prosim, Vesna, ki je najbolj zgovorna, a lahko poveš, v čem je recept, da ženska tako dobro izgleda? Prihaja iz podkraja, dobro prepeva, pozitivno misli, rekreira se in počne še kaj? Hvala, Andreja. Mislim, da del odgovora nosiš ti tudi v svojem srcu, ampak zdaj ga bom pa izdala vsem. Torej, kot veste, smo ženske zelo čuteča, ljubeča, nežna bitja, polna ljubezni in imamo tudi posluh do sočloveka. V nas biva veliko ljubezni, toliko, da lahko premikamo gore. Ljubezen pa veste, da je najmočnejše čustvo na svetu in ljubezen lahko spremeni svet. Ampak najprej moramo to začutiti pri sebi in začeti delati pri sebi. Ko bomo v središču svojega sveta, bomo lahko to svojo nežno ljubezen in energijo obdale v svet in svoje bližnje. Hvala lepa. Zelo, zelo lepe in globoke misli. Vesna, to je bil že zdaj odgovor na moje vprašanje, zakaj je lepo biti ženska. Ampak zdaj, da na kratko predstavimo podkrajska dekleta. Rekla sem, na sceni že več kot 21 let, znane po tem, da zelo lepo prepevate božične in ljudske pesmi. V teh letih se je kakšen dogodek še posebej vtisnil v spomin in zakaj? Spomnim se prvega koncerta, na katerega smo bile zelo ponosne
In potem, ker je bil zelo dober odziv, smo dobile veselje do prve pevske vaje, druge pevske vaje. In potem, ker smo dobile tudi odziv publike, ki je bila zelo hvaležna, vedno so nas pohvalili na koncu koncerta, smo rekli, pa dajmo še delati, dajmo še. In smo z veseljem nastopale in seveda tudi s tem razveselile veliko ljudi. Hvala in s tem, ko zdaj lahko rečem, da že nekaj časa vsaka opravlja poleg službe, še ima družino, otroke, potem vsa ta dela, ki nas čakajo, ko se vrnemo službe, še vedno smo zelo vesele kakšnega povabila in se z veseljem odzovemo. In tako smo tudi danes vesele, da smo lahko tukaj na odru. Torej, če v naslednjih mesecih pripravljate kakršenkoli jubilej, Podkrajska dekleta pridejo z velikim veseljem tudi narediti kakšno presenečenje. In ko sem jih v zaodrju vprašala, kolikokrat na teden se srečajo, da takole prepevajo, pravijo, da enostavno nimajo več časa, ker so možje potem sitni, če jih ni doma. So pa tako uigrane, da se med seboj samo pogledajo in rezultat so tukaj. Lepe pesmi. Danes bomo slišali Mati piše pismo belo, Mati in Beli cvet. Uživajte v družbi podkrajskih deklet. Sin si živ, napišeš nič.
Čudovita podkrajska dekleta, lepa hvala, drage dame, za današnji kulturni prispevek. Vedno bodi prva različica samega sebe in ne druga različica nekoga drugega. Tudi zelo, zelo lepa misel, ki si jo je pomembno zapolniti v našem življenju. Zdaj razmišljate, zakaj je Urška ostala na odru, zato ker Urška tudi zelo dobro sodeluje s podkrajskimi fanti. Franc, mogoče, da zdaj v tem delu spregovoriva malo o zgodovini. Leta 2021, če pustimo korona čas, ste praznovali 40 let pomladi. Ja, res je, da nema je pomladi ali starosti, ampak 40 let je pa bilo. 40 let pomladi bomo rekli. Kdo so tile fantiči na odru, če jih predstavijo poimensko, in kako se je sestav spreminjal skozi leta? No, to si že od kraja rekla, smo fejs fantje, da ne bom še enkrat to ponavljal. Emil Jeseničnik, prvi tenor, drugi tenor Franc Vedenik, bariton Ivan Borovnik in pa bas Vili Krivec. To je pevski kvartet, ki deluje zdaj že z izjemo Milana, drugače preko 30 let smo že skupaj, Milan zadnje 4 leta. Kasneje se nam bo še pridružil trio, ki pa nas preko dopolnjuje še z instrumentalnim delom. Zdaj, Franc, veliko ste potovali ne samo po Sloveniji, tudi izven naših meja. Ko sem vas vprašala, koliko časa boste še vztrajali, ste rekli, dokler bo vaš mentor na razpolago in se bo vozil iz daljnega kraja v Velenje na vaje. In to enkrat tedensko. Ja, res, naš mentor je vrsto let že gospod Tomaž Tozon. Danes je žal zadržan, torej ni uspel priti. Enkrat tedensko se vozi k nam na vaje iz Škofje Loke, to pomeni, da si res vzame čas za nas, ker smo tudi z njim postali pravi prijatelji. Zdaj, vedno pravite, da boljše polovice vam zelo dobro stojijo ob strani, pustijo, da greste pred takšnim koncertom, kot je današnji, večkrat tudi na vaje niso ničejo. Da so žene v drugi, tretji vrsti in zdaj pozorno tudi poslušajo. Vaše Ja, ni. vsi nimamo žen, no. So pa ljubice, Pa ljubice, kar ste prej rekli. To sem že v nagovoru omenil, pa so se mi malo smejali, ampak torej ljubice so tudi upravičene, ne. Predvsem so dobre kritičarke, torej kritizirajo nas, pa tudi pohvalijo, da ne smem to reči, ne. Tako da jih pač moramo sprejemati takšne, kot so, jih imamo pa radi. To je pa lepo zaslišati. Urška, samo beseda ali dve, kako je sodelovati, pa včasih tudi prenašati tele 4 fante? Lepo, nič ni težko. Kratko in jedenato političen odgovor. Urška in podkrajski fantje, slišali bomo Studenček, Zelenica in Tebi mama. Dekle je zajemalo z vedrom vodo, pri bistrem studencu vodico hladno, na vejci pa droben je ptiček sedel, takole je deklici pil. Če voda v studencu stali se kedaj, gotovo izbira si drugo kedaj. Studenček, studenček, zakaj se kališ? Moj fanti, zakaj mi grešiš? Studenček, studenček, zakaj se kališ? Oj, fanti, zakaj mi grešiš? Oj, ptica, ti grda, kaj lažeš, ni ti, peruti, če mogla pristrigla biti. Jaz dobro
me nikdar zapustil ne bo. Minilo je leto in dan, dekle je hodilo po vodo vsak dan. Zakaj se je danes studenček skalil? Gotovo je fantič grešil. Zakaj se je danes studenček skalil? Gotovo je fantič grešil. Zelenica, jaz sem biser naših gor, prekriva te lepota belih rož. Zaradi tebe ljubim gorski svet, ki si mi dala bil planik in svet. Zaradi tebe ljubim gorski svet, ki si mi dala bil planik in svet. Planik in cvet me zvabil je gori, ker zaželelo si ga je dekle. Na poti sem, ko srčje se planik, zaradi nje se nisem bal strmit. Na poti sem, ko srčje se planik, zaradi nje se nisem bal strmit. Planik in cvet, pripel sem ji v lasi, bil cvet, ki dale so mi ga gori. A že čez nekaj dni je to dekle zavrglo cvet in zapustilo me. A že čez nekaj dni je to dekle zavrglo cvet in zapustilo me. Zelenica zdaj ni več osamljena in deklica je že pozabljena. Na zelenico hodim zopet sam in drugo deklico že rad imam. Na zelenico hodim zopet sam in drugo deklico že rad imam. Najlepšo pesem v srcu porojeno, bi tebi, mama moja, rad zapel, da z njo pričaral srečo bi veselje, da z njo te iz daljave bi objel, da z njo pričaral srečo bi veselje, da z njo te iz daljave bi objel. Kar pesmi iz srca mi je privrelo,
preslaba se je vsaka zdela meni, da bi zahvalo bi jo mama dal. Preslaba se je vsaka zdela meni, da bi zahvalo bi jo mama dal. Kako naj ti povrnem vse dobrote, za trud trpljenje lep in topel dom. Vse, kar lahko ti rečem, draga mama, dolžnik ostal ti mama večno bom. Vse, kar lahko ti rečem, draga mama, dolžnik ostal ti mama večno bom. Najlepšo pesem srcu porojeno bi tebi mama moja rad zapel, da z njo pričaral srečo bi veselje, da z njo te daljave bi objel, da z njo pričaral srečo bi veselje, da z njo te daljave bi objel. Dajmo še malo zaploskati, Podkrajski fantje in Urška. Še ena zanimiva misel, ki sem jo prebrala te dni, pravi takole. To, da so ženske boljše od moških, je nekaj, kar ne morem zagotoviti. To, da kar lahko rečem, je, da zagotovo niso slabše. In kaj pravijo na to? Fantje, kvartet Grče z Dobrne. Tudi sami mladeniči delujejo pod umetniškim vodstvom Tjaše Lešnik, dolgo časa jih je vodil tudi Janez Kolarič. Radi prepevajo ljudske narodne pesmi, Grče pa so sestavili iz črk priimkov članov kvarteta, ki skupaj pojejo od leta 2010. Prej sem vas vprašala, kdo je od vas štirih najbolj zgovoren, kdo se javi? Aha, kar prvi v vrsti. Dajmo malo povedati od leta 2010, kaj vas je vodilo k temu, da ustanovite kvartet Grče? Ja, najprej lep jutrišnji praznik vsem mamam in ženskam. Da pa povem o našem kvartetu, začeli smo leta 2010, prijatelji, peli smo tudi pri zboru, ki še zdaj pojemo na Dobrni, pa smo se odločili, da bi malo sami tak skupaj. Potem smo naprosili Janeza Kolariča, da je prišel, da nas je malo strokovno podkoval. Zaradi njegove bolezni pač smo si mogli poiskati drugega mentorja, strokovnega vodja. Zelo hvaležni smo mu pa, da nam je parkrat uredil, da smo šli lahko na Slovaško na turnejo. To je trajalo 5 dni, mislim, da 6 let zaporedoma. In se mu še enkrat tudi v tem imenu zahvaljujem. Zdaj, kolikor vas opazujem, ste nasmejani, razigrani in radi malo zgasnete od doma. To drži? Ja, to pa seveda drži, če se le da. Ja. Ne smemo na glas govoriti, da ne bo kdo kaj povedal. Sicer pa kvartet Grče sestavljajo Franc Špegel, prvi tenor, Ivo Krivec, drugi tenor, Jože Čerenak, bariton in Matej Švend, bas. Zdaj pa, dragi fantje mladeniči, preden odpojete 3 lepe pesmi, mi naj vsak pove samo en stavek, zakaj je svet tako lep, ker smo na njem ženske. Bomo začeli iz leve proti desni, kar izvolite. No, kar dejte pogumno, vi ste prvi.
Nimam pojma zdaj, kaj povedati. Nimate pojma. Joj, če bi bili v šoli, bi dobili zdaj enko. Gremo naprej, kaj boste vi rekli? Ja, svet brez žensk si pa res ne predstavljam. Dobro, to ste kar lepo povedali. Kaj pravi tretji? Mislim, da brez žensk, ne vem kaj, po bi nas tudi ne bilo, ne? Lepo, lepo. In rešil bo čast. Ja, ženske so kot bolhice, grizejo, mi pa to vse zdržimo. Kvartet Grče. Nocoj je pa en lep večer, na svetla noč, pa mi lunca sveti celo noč, men pa ni zaspati moč. Pa mi lunca sveti celo noč, men pa ni zaspati moč. Jaz grem prijatelja klicati, da greva skupaj k ljubici. Da greva skupaj k ljubici, tja pod njeno okence. Da greva skupaj k ljubici, tja pod njeno okence. Ko pa vrh klanca prideva, zauriskava, zapojeva. Zauriskava, zapojeva, da vsak svojo zbudiva. Zauriskava, zapojeva, da vsak svojo zbudiva. Hvala lepa, hvala. Tam, kjer se čuje pisem slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, Morda že prek 100 let, al meni je pa dražja kot celi svet. Oboki so in nizki in slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. a v mojem srcu vedno Tak jasno se veli, če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. v hišici tej tekel. Mila je mlada,
mojih let. Zato mi je pa dražja, kot celi svet. Hvala lepa, hvala. Slavček milo je naglašal, pesmi mili glas, jaz pod oknom sem jo vprašal, smem prid k tebi v vas. Milo me je pogledovala in me je zasmikovala, a rekla je, saj nis več moj. A rekla je, saj nis več moj. Slavček drug večer naglašal, pesmi mili glas, jaz pa drugič sem jo vprašal, smem prid k tebi v vas. Njeno se srce ne gane, trdo kakor prej ostane, a jaz ne grem od okna preč, a jaz ne grem od okna preč. Še enkrat zakličem milo, glej, kak temna noč razprostrila svoje krilo, men zaspat ni moč. Še za mano boš hodila, grenke solze boš točila, a draga bo prepozno že, a draga bo prepozno že. Hvala lepa, hvala in lep jutrišnji praznik vsem ženskam in materam. Kvartet Grče, ampak, dragi fantje, se vam prej, ko niste znali pravilno vsega povedati glede žensk, malo oprosti, ker ste tako lepo prepevali, da naj vam bo. Ampak vas sem vseeno izbrala, pridite malo bližje. A se vi žensk zbojite? Tudi. Tudi, zakaj pa? Ne vem. A imate zdaj kaj treme? Žena imam. A je žena tukaj? Ne. Potem se pa lahko sprostite. Jaz jo imam zelo rad in zato jo doma pustim. A vidite, kako ste se zdaj razgovorili? Kvartet Grče! Zdaj bi pa kar ostali na odru. Zdaj vam pa ni domov zajet. Dragi moji fantje, bili ste krasni. Tale misel je pa meni zelo, zelo všeč, pa verjamem, da se bo še katera dama našla v njej. Lahko si krasna pri 30, očarljiva pri 40 in nepremagljiva preostanek svojega življenja. Drage dame, drži to? Tako je. In jaz vedno znova pravim,
da bom mlada tudi pri 70 letih, ker sem zelo ponosna na vse dame, ko vas takole gledam, da ste nasmejane, zelo lepo urejene, predvsem pa nosite v srcu veliko hvaležnosti in ponižnosti. Zato, drage mame, drage dame, hvala, ker ste. Jaz še to moram povedati, da kadar grem z mamo po Velenju ali pa kamorkoli takole po svetu, rečem, da sem zelo, zelo ponosna na svojo mamo, pa vedno povem tudi, koliko je stara. In rečem, če bom jaz pri 78 letih izgledala tako kot moja mami, dam samo kapo dol. Zato, drage dame, vedno moramo gledati nase in nikoli se ne smemo zapustiti, tudi če dobimo kakšne 3 ljubčeke zraven. A drži? Zdaj pa naš naslednji nastop. Jaz sem zelo ganjena, ko sem slišala to zgodbo. A si predstavljate, da imate en okrogli jubilej, pa naredijo za vas eno presenečenje. Sploh prej ne prepevajo, ne igrajo in tako očarajo vse goste, da rečejo, da morajo ta nastop ponoviti. Zbrali so se pred 14 dnevi, ko so praznovali, lahko rečem, Abrahama. Pa je bil dedi Franc tako navdušen nad svojo vnukinjo in je rekel, da morajo danes ta nastop ponoviti. Tukaj so Nika Kotnik, to je hči od naše Urške, ter Katarina in Urban Meža. Draga Nika, dajmo močno zaploskati Dom kulture Velenje, preden da sploh slišite. Nika, jaz sem rekla, da si ti taka lepa gospodična, vsa se svetiš, taka si ko Sneguljčica. Hodiš v kateri razred? Na osnovno šolo. Jaz moram povedati, da je to najboljša osnovna šola, ker sem tudi jaz tja hodila. To je osnovna šola? Antona Aškerca. Ja, a je fajna šola? Ja. Kakšni so pa učitelji? Fajni. Fajni, te ubogajo, ne? Kateri razred hodiš? 2A. In kateri predmet je najboljši? Kaj imaš najraje? Telovadbo recimo. Angleščino. Angleščino, bravo, bravo. Nika, glede na to, da ti prihajaš iz glasbene družine, a z dedjem kdaj skupaj kaj zapojeta? Ker po mojem zdaj bodo pa nastali taki pravi pevski tandemi. Ha? Ne. Ne še. Katero pesem bi pa ti zapela z dedjem, če bi zdaj izbrala? Kaj pa z mamico? Dobro, boš se to odločila. Si pa skupaj s Katarino in Urbanom, a tako ubogata? Ja. Ja, te ubogate. Kar ti rečeš, tako morata ona dva zraven tudi zapeti in zaigrati. To je vaš drugi nastop. Si rekla, treme sploh nimaš, a so prijazni obiskovalci? Ja. Dih malo poglej, malo jim zaploskaj, tudi ti. Nika, ti jim pomahaj pa zaploskaj, še ti zaploskaj takole, ker so najboljši tukaj v Domu kulture Velenje. Kaj bomo slišali? Tople oči. In ti imaš res lepe, krasne, tople oči. Tukaj so Nika Kotnik, Katarina in Urban Meža. Tople oči. Redki ljudje so še takšni kot ti, sem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. In
na ključu se nama zgodi, da Bog med nama se razdeli. Če me rami pozame, vem naravno sigurno pozame leti, ti takšen si. Ker bez besed boš povedal, da imaš me rad, in brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Ker bez besed boš povedal, da imaš me rad, in brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Človek človeku leži, ne se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se daj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Bravo, dajte še malo ostati. Močan aplavz Domu kulture Velenje. To so Nika Kotnik, Katarina in Urban Meža. Nika, bili ste več kot fantastični. Zdaj tale pesem je tako pogrela dušo in srce, ampak naslednjo, ko boš naštudirala, bo pa katera, a že veš? Ha? Ne. Jaz sem se še nekaj odločila, ker je bila tako lepa, dajmo še enkrat refren ponoviti. A bo šlo? Ja. A boste malo pomagali? Ha? Refren, ker vem, da Katarina in Urban boste zdaj tole hitro naštimala in vi malo zaploskate, dajmo malo ritma. Takole in refrenček. Saj znam na pamet, sam nisem ziher. Ker bez besed boš povedal, da imaš me rad, in brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Bravo! Hvala lepa, Nika, Katarina in Urban. A veste, kakšna motivacija je tole za naslednje nastope? Še enkrat lepa in srčna hvala. Ja, očitno so v Podkraju sami glasbeni in pevski talenti in še eno tako lepo presenečenje imamo za vas. En obiskuje 6.,
drugi 8. razred. In tukaj sta tudi iz osnovne šole Antona Aškerca Velenje, Tija Pesjak in Miha Cokan. Zapela bosta eno tako lepo, čustveno, čudovito pesem oba. Mene pa zanima, koliko časa vidva takole že skupaj nastopata, kdo je dal idejo? Ja, nastopama, ne vem, 1 leto, malo manj. ja, pol leta. Kdo koga uboga? Kdo ima zadnjo besedo? Ponavadi kar oba. Aha, ni recimo to, da bi bila zdaj Tija v ospredju. Ne. Vaju ne bom več mučila z vprašanji, torej Tija Pesjak in Miha Cokan in skladba Oba. Kako naj znova začnem, če v meni še gori? Kako navadim, daj se, da te že leto ni. Ne znam in nočem tega, še vedno upam, da prideš morda še kdaj tja, kjer skupaj sva bila. Stiskam v pesmi, kot si takrat jehti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objaveva in pesem bo odpeta. Spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva. Oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Prebijem se skozi dan in mi nekako gre, a ko spet pade večer, še vedno stisne me. Premalo je vseh besed, ki bi ti vpisale, da nočem sama živeti, brez tebe mi ne gre. Stiskam opet dlani, kot si takrat me ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objaveva in pesem bo odpeta. Spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva. Oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objaveva in pesem bo odpeta. Spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva. Oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Krasno, to je bilo še eno zelo, zelo lepo in čustveno presenečenje. Dame in gospodje, se imate lepo? A uživate? A bi že šli domov?
Ne, še niti slučajno, še kakšno uro se bomo družili. Še ena taka lepa misel, ki jo želim deliti z vami. Najprivlačnejša stvar, ki jo lahko ima ženska, je samozavest. In v naši dvorani Doma kulture Velenje ste same samozavestne ženske, pa tudi moški. Ena, ki pa je zelo, zelo samozavestna, zdaj gledam tukaj z odra in nas bo tudi lepo pozdravila in nagovorila, pa je tudi predstavnica Društva upokojencev Velenje, gospa Breda Kolar. Jaz Bredo poznam že kar nekaj časa. Najprej lepo pozdravljena mladenka, ker izvolite k mikrofonu. Breda, mlada upokojenka, kaj to pomeni, ko gre ženska v pokoj? A je kaj časa, kaj radi počnete? Kako izgleda en delovni dan? En lep pozdrav vsem. Zelo sem vesela, da sem danes lahko v tej dvorani in uživam na tej predstavi. Kako je, ko greš v pokoj? Kar stresno na začetku, niti se zavedaš ne tega, ampak jaz sem si naložila kar precej obveznosti in to takih prijetnih. Veliko se gibam v društva upokojencev z vami, ki ste članice, člani, z vodstvom tudi in verjamem, da nekaj zelo dobrega skupaj delamo. Nekaj zelo uspešnega, nekaj za vse nas, kar nam bo polepšalo življenje, kar nam bo to tretje obdobje naredilo bolj zanimivo, bolj povezano, bolj živo in zaradi tega je tudi moja penzija in čas, v katerem zdaj sem, je lepši. Radi pečete, daleč tudi najboljši kruh, a kdaj pocrkljate tudi člane Društva upokojencev z njim? Ja, priznam, da sem navdušena nad družmi. To so tiste živalce, ki jih imamo v hladilniku in jih moram vsake toliko časa nahraniti, da mi ne umrejo. Kruh zdaj malce manj pečem, ker trenutno imam namreč obdobje, ko malo več plešem in se ukvarjam z turističnim društvom tudi, z vsebino, ki jo mi pokrivamo. Drugače pa ja, kruh bi bilo pametno kdaj speč, pa tudi podcrtljati te naše v upravnem odboru in pa v Društvu upokojencev. Če pa rabite kdaj koga, da vam peče palačinke, je pa to še ena moja strast, ki jo tudi zelo rada počnem, tako da palačinke rada pečem in jem. Breda, zdaj imam za vas en izziv. Ko ste rekli, da veliko časa zdaj plešete, je Franc Vedenik tako pogledal vaše noge in jaz bom naredila zdaj en izziv. Dragi moji fantje trio, dajmo samo refren ene take živahne pesmi. Fantje, podkrajski fantje, zdaj ali se bo Franc zavrtel na odru samo delček, nekaj korakov z našo Bredo ali pa kdo drug. A smo za to, da vidimo, če res drži? Ne. Moram povedati, da rada plešem grajske plese in zdaj ne vem, če Franc zna grajske plese. Ne, bomo kar eno živahno. Jaz sem bolj tlačan, nisem kralj. In tlačani ne plešajo. No, se bom prilagodila, gospod. Ne, zdaj bomo videli nekaj plesnih korakov. A imamo eno tako živahno? Dajmo malo ploskanja zraven, ritem. Breda in Franci, se bo šlo, dajmo malo močno zaploskati bolj. Evo, gremo! Breda, več kot odlično je bilo tole. Kje je vaš močan aplavz Dom kulture Velenje? Jaz si to Bredi upam narediti, ker vem, da mi ne bo zamerila, zato ker je ona odlična promotorka, ne samo Društva upokojencev Velenje, tudi turističnega društva Šalek, tako da Breda, hvala lepa za vse, kar naredite dobrega za nas Velenčane in Velenčanke. Zdaj pa prosim, glede na to, da danes govorimo samo lepe misli o ženskah, kaj pa lahko Breda reče o moških? Zakaj je ta svet tako lep, ker so na njem tudi moški?
če ne bi moških bilo, bi ne bili popolni, tudi ženska ne. Se pravi, da dejansko smo in vi in mi celota, ampak še zmeraj ženska ostanemo tisti lepši del te celote. Moški pa bolj uporaben. Lepo in iskreno povedano. Breda, še en trenutek lahko z nami delite. Ob 8. marcu so vas fantje zelo lepo presenetili. Kaj so pripravili v prostorih Društva upokojencev Velenje? Naši fantje se zmeraj spomnijo na nas in seveda so nam pripravili slavje, tako da njim ni potrebno posebej naročiti, pa tudi v letni program dela to niti potrebno zapisati, ker to nosijo v svojem srcu. To jim je privzgojeno, to jim je lastno, tako da iskrena hvala. Hvala lepa, to je bila Breda Kolar, Društvo upokojencev Velenje. Srčna hvala in vse dobro. Evo, Franc Vedenik, zdaj pa kolikor vidim, niste podkrajski fantje na odru sami, še trio. To je pa zdaj že naznanilo, da sledi prava veselica. Kar pridite bližje k odru, pa k mikrofonu. Ja, ja, že strelajo. Na boglih veselica bo pa tak prijeten zaključek današnjega večera. Kdo so tile fantje zraven vas na odru, če jih predstavimo še? A tile fantje. Matej Krivec je na harmoniki. Naš Vili Krivec mu je boter. In zdaj ga čaka pisanka, tako da je malo... Andrej Glinšek, naš sosed iz Lužnice, na kitari. In pa Dani Ramšak, tudi iz Dobrne, brez Dobrčanov ne moremo. In to je ta naš udarni trio. Franc, zdaj slišali bomo 3 živahne, ne 3, kar 8 bomo slišali, če bodo pa obiskovalci še za kakšno dodatno, pa še kakšno povrhu, ne? A je težko izbrati repertoar? Ja, težko ga je izbrati. Danes smo zbirali repertoar, primeren občinstvu, materam, ženam. Če ste zasledili, torej vse pesmi so bile vezane na vas, matere, žene, ljubezen. Zdaj le bomo tudi šmentano dekle predstavili, tudi šmentane dekleta so. Ampak jaz upam, da smo zadeli žiblico na glavico. In preden zdaj odigrate pa zapojete, še vsak od podkrajskih fantov naj pove stavek ali 2, zakaj je svet tako lep, ker smo na njem ženske. Prej kvartet Grče so, se veste, malo zatajili skoraj, vi ste imeli pa dovolj časa, da ste to naštudirali. Gremo. Ja, k mikrofonu. Kaj sem vprašala, zakaj je svet tako lep, ker smo na njem ženske? Ker so moški na svet. Gremo naprej. No, kar pogumno. No, jaz mislim, da ste že vse povedali, ampak kljub temu, mislim, da brez žensk ne gre. Naj bojo take, naj bojo vesele, ali kakršne koli naše so. Pa radi jih imejte. Kaj pravi Franc, ja? Seveda. Ja, jaz sem še sicer danes kar precej vam povedal, ampak res je, radi vas imamo, radi smo z vami, radi se delujemo, spoštujemo vas, brez vas ne bi bil svet lep. Jaz pa pravim, da svet brez ženske bi bil kot dan brez sonca. O, kako je bilo pa to lepo povedano. Krasno. Se vidi, da ste imeli največ časa za razmišljanje. Franc, in ker ste povedali same take lepe misli, lahko že izdamo še to skrivnost, da ob koncu tega koncerta dame prejmejo kaj. To je pa presenečenje strani podkrajskih fantov in Društvo upokojencev Velenje. Ja, torej, na kraju po zadnji skladbi vas vabimo tule pred oder, tele jegliče, ki jih tule vidite, ki so bili za dekoracijo odra, bomo podarili vam vsem boljšim polovicam, da pridite potem po to skromno darilo. Hvala lepa in uživajte. Podkrajski fantje.
Jaz sem slovenska deklica, Milka mi je ime. Sem obraza bistrega, hrabro imam srce. Laske imam skravžane, lepotito spletene. Bistro moje je oko, srce prav zvezdo. Laske imam skravžane, lepotito spletene. Bistro moje je oko, srce prav zvezdo. Očka so bili Štajerec, mamca Štajerka. Zibka je bila iz lesa, ko sem se zibala. Travca je bila zelena, ko sem roze trgala. To je bil moj rožni cvet z mojih mladih let. Travca je bila zelena, ko sem roze trgala. To je bil moj rožni cvet z mojih mladih let. Blažek jaz prijela bom s to štajersko roko. Vince ven popila bom, žlahtno in sladko. Na zdravje vas, prijatelji, ki ste sem prirajžali. Sam večni Bog vas naj živi, za štajerske ljudi. Na zdravje vas, prijatelji, ki ste sem prirajžali. Sam večni Bog vas naj živi, za štajerske ljudi. Sam večni Bog vas naj živi, za štajerske ljudi. Šmintano dekle, kakšno le ima srce, da za nos vodila si mene za leta 3. Zraven pa še druga dva, si bila zaljubljena, sem pa govorila si, ne ti edini si. Ti si mislila tako, naj se za me tepejo, jaz se pa smejala bom, sem prej muhi sladko. Mi pa nismo tepli se, ker smo zvedeli pustili te. Mi se smejemo, sred vasi prepevamo, vsak že drugo ima dekle, ki mu zvesto je. Fante 3 ljubila si, zdaj ostala sama si, ko bom jaz že srečen mož, ti stara teta boš. Fante 3 ljubila si, zdaj ostala
sama si, ko bom ja že srečen mož. Ti stara teta, I stara teta, ti stara teta, I stara teta, ti stara teta mož. Ko sem prvič te zagledal, mislil sem na te. Vedela ti nisi, Kaj pomeniš mi, neki dan sem te počakal, vprašal za ime. takrat sem ti rekel, kako te rad imam. Danes sem kupil majhno darilo, ko ga boš nosila, naj te spominja na me. Zlati obroček na prstu drobnem, želim, da nikoli ne potemni. Sem prvič te zagledal, mislil sem na te. vedela ti nisi, Kaj pomeniš mi, neki dan sem te počakal, vprašal za ime. takrat sem ti rekel, kako te rad imam. Danes sem kubil majhno darilo, ko ga boš nosila, naj te spominja na me. Zlati obroček na prstu drobnem, želim, da nikoli ne potemni. Zlati obroček na prstu drobnem, želim, da nikoli ne potemni. Vsak dan je spraševala, če pismo je prišlo od njega, ki je rekel, da ljubijo se žno. Vsak dan ji pošta reče, oj, tekle pisma ni. Morda je že pozabil, kar je govoril mi. Danes pa prinesel je poštar pisence, ki sam ga je napisal, ne piše ljubitelj.
nič več dekle ne čaka na pismo dragega. Zdaj nam je pozabila, ker ljubi poštarja. Nič več dekle ne čaka na pismo dragega. Zdaj nam je pozabila, ker ljubi poštarja. Ja, hvala lepa, hvala. Za vse mamice, seveda, tako pa s kože. Le kdo po noči ne spi, ko vse je mirno tiho. Le kdo me zjutraj zbudi, z roko lahno in milo. To je ljubezen mamina, ki spremlja me kot sonce. To je ljubezen mamina, ki sije na vse konce. To je ljubezen mamina, ki nikdar ne usahne. To je ljubezen mamina, ki v srcu ti ostane. Ko vsakdo te pozabi, le kdo za tebe skrbi, z besedo te tolaži. To je ljubezen mamina, ki topla je kot sveča. To je ljubezen mamina, ki roža je dehteča. To je ljubezen mamina, ki nikdar ne usahne. To je ljubezen mamina, ki v srcu ti ostane. Če dolgo boš izbirala zala deklica, fantov štela več ne boš stala brez moža. Sem hodil dolgo za teboj in verjel ti
srce. Zdaj sem končno le spoznal, da ne ljubiš me. Nocoj je druga rekla mi tiste 3 besede, ki sem jih zaman želel slišati od tebe. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada, vem, da bom te prebolel, zjutraj boš odšla. Boš izbirala zala deklica, bo lepota kar čez noč zavedno kar odšla. Igrala se z ljubeznijo, takrat več ne bo. Fantje me pozabijo, okenca brez rož. Druga rekla mi tiste 3 besede, ki sem jih zaman želel slišati od tebe. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada, vem, da bom te prebolel, zjutraj boš. Da ima me rada, vem, da bom te prebolel, zjutraj boš odšla. Vem, da bom te prebolel, zjutraj boš odšla. Rastejo strmi gori, bele planike 3, zanje vedo le orli, rosa umiva jih. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Prvo prinesem mami, stara ji dlan drhni, drugo sestrici mladi, jutri se omoži. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Prinesem zate, čuvaj mi jo skrbno, naj te spominja name, če nekdaj več ne bo. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Prinesel v dolino nazaj, 3 bele zvezde,
zvezde troje oči, vsaka za lep spomin. Očka vi, pravič vam pogodu ni, vedno me krigate, pa me se obrigate, al meni očka le se zdi, ljubca moja všeč vam ni, ker me vedno karate, grem pa rajš drugam. Na Roblek bom odšel, bom ljubco sabo vzel, tam kjer sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorskimi, tam gori bom ostal, bom kravce pasti gnal, na Robleku z ljubico, tam očka sreče bom kot malo gnal. Očka vi, prav nič vam pogodu ni, vedno me krigate, pa me se obrigate, al meni očka le se zdi, ljubca moja všeč vam ni, ker me vedno karate, grem pa rajš drugam. Na Roblek bom odšel, bom ljubco sabo vzel, tam kjer sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorskimi, tam gori bom ostal, bom kravce pasti gnal, na Robleku z ljubico, tam očka sreče bom kot malo gnal. Zdaj, sreča, da ne slišite, kaj mi fantje, podkrajski fantje tukaj govorijo. A smo se imeli lušno? A je bilo v redu? Dragi moji fantje in seveda obiskovalke in obiskovalci, za konec pa tale misel. Ko moški nekaj napiše, ga sodijo po tistem, kar je napisal. Ko piše ženska, ne sodijo njenega pisanja, ampak njo samo. A drži? Aha, zapomnimo si. Hvala lepa, to je bil torej koncert ob materinskem dnevu, ki so ga pripravili podkrajski fantje, seveda z gosti z nami, seveda tudi številni nastopajoči in vsakdo izmed njih si zasluži močan aplavz. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Ohranite človeške vrednote, veliko ljubezni, veliko srčnosti. Vzemimo si čas predvsem zase, za svoje najdražje. Pa včasih je treba reči komu, rad te imam, poklicati koga, reči kakšno prijazno besedo in se kdaj tudi opravičiti, če naredimo kaj slabega. Hvala vam, ker ste,
lepo se imejte, uživajte življenje, ker ni vse samoumevno. Predvsem pa bodite zdravi. Zdaj vas pa prosim, da se malo porekreiramo, da ostanemo. Se veste, ob koncu našega koncerta sledi še nekaj takega prijetnega, da se bomo malo zazibali in skupaj zapeli. Franc Vedenek, še čisto na koncu, preden se poslovimo, zaključna beseda in še enkrat opozorilo, da dame ne bodo pozabile na cvetje. Ja, še enkrat v mojem imenu iskrena hvala, ker ste se udeležili tega koncerta. Jaz upam, da vam bilo všeč, da smo se imeli prijetno. Za konec vas pa vabim, da eno pesem skupaj zapojemo. Vsi jo znamo, ko bo uvodna uvertura narejena, se bo takrat pridružili nam. Potem pa seveda vse ženske vabim, tule vam bomo podarili te igliče. Hvala lepa in bodite zdravi. Savček pil je pesem svojo, Alja storila sem ljubezen mojo.